Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer je zjutraj. Veseli smo, da ste z nami tudi v poletnih dneh. Danes je petek, 25. julij 2025. Moje ime je Mitja Sagaj. Katero temo izpostavljamo tokrat? Zakaj je hrana vse dražja? Razlogi so podnebne spremembe, trgovinske vojne in pohlep v dobavni verigi. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Ste se tudi vi nazadnje v trgovini vprašali, zakaj vas poln voziček hrane stane skoraj toliko kot vikend oddih? No, velja omeniti, da se je medtem tudi vikend oddih podražil, a vendar. Hrana se draži in to ne le pri nas, temveč po vsem svetu. Pa veste zakaj? Odgovor ni preprost, saj gre za zapleten preplet podnebnih, gospodarskih in političnih dejavnikov. Začnimo pri naravi. Suše, pozebe, poplave in neurja uničujejo pridelke in povzročajo nestabilnost. V zadnjih mesecih smo videli, kako lahko ena slaba letina v zahodni Afriki, kjer pridelajo 70% svetovnega kakava, skoraj potroji ceno te osnovne surovine za čokolado. Podobno je s kavo. Lanska suša v Braziliji, ki je sledilo preobilje dežja, je povzročila kar 70% skok cen. In čeprav se te zdaj nekoliko umirjajo, posledice za potrošnike ostajajo. Po drugi strani pa Turčijo, največjo izvoznico lešnikov, pesti huda spomladanska pozeba, cene so šle gor za tretjino. Nato pride politika. Ameriške carine, ki jih ponovno uvaja Trumpova administracija, močno vplivajo na svetovno trgovino. Povečano povpraševanje nekaterih držav po zalogah zaradi carinskih tveganj ustvarja pritiske na trge in dviga cene. Geopolitične napetosti od Rdečega morja do Hormuške ožine ovirajo ladijski promet, ki je odgovoren za kar 80% globalnega prevoza blaga. Zamude in višji stroški vplivajo tudi na dostavo hrane, kar se na koncu prelije v višje cene v trgovini. In če mislite, da so kmetje tisti, ki bogatijo, se motite. V Sloveniji denimo kmet za tono pšenice dobi okoli 210 evrov, stroškov pa ima za 261 evrov, so izračunali. Enako velja za mesno industrijo. Nabavna cena govedine se je v 2 letih skoraj podvojila, a maloprodajne cene tega še zdaleč ne odražajo. V verigi se stroški večajo na vseh ravneh, od višjih plač do embalaže in energije. Vseh teh pa pogosto ne pokrijejo višje cene izdelkov, temveč gredo proizvajalci v izgubo. Kdo torej služi? Trgovci in posredniki, ki določajo končne cene. Slovenski proizvajalci nimajo več pogajalske moči. Svetovni trg jih povozi, trgovci pa cene stiskajo navzdol. Kolektivna kultura prodaje pod ceno in pomanjkanje dolgoročnih pogodb sta nas pripeljala do točke, kjer kmet ne more več dostojno živeti od svojega dela. Agrarni ekonomisti opozarjajo, da je hrana v resnici preveč poceni. V ceni, ki jo plačamo v trgovini, ni vračunanih socialnih stroškov, okoljskih obremenitev in dolgoročnih posledic. Tisti, ki ob 4 zjutraj mesi kruh, in tisti, ki leto dni dela na njivi, sta danes na repu prehranske verige. Zgodba je povzeta po sklopu člankov naših sodelavcev Vide Božičko Steinberger in Mihajla Šmirmavla, ki sta v Večeru v soboto analizirala lokalni in globalni trg prehrane in razloge za podražitve. Vabljeni k branju aktualnih informacij, zgodb, analiz, intervjujev in komentarjev na vecer.com ter v tiskanih izdajah Večera. To je bil Večer je zjutraj 25. julija 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.